Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Tako, pa smo pripeljali november, ta predpraznični mesec, že skoraj do konca. Petek je minil v znamenju potrošniškega, lahko rečemo, da že skoraj praznika, črnega petka. Upamo, da kljub raznim popustom v večini trgovin stanje na vaših denarnicah ni šlo v minus, tako kot temperature v preteklih dneh, saj je do naslednjega plačilnega dne v mesecu decembru še kar nekaj dni. Nocoj si oglejte. 120 let osnovne šole Toneta Okrogarja. Večanje trboveljske domoznanske zbirke. Začetek prazničnega decembra v Litiji in Šmartnem. Zagorska osnovna šola Toneta Okrogarja je te dni praznovala visoki rojstni dan. Mineva namreč 120 let od njene ustanovitve in začetka delovanja. V tednu pred svečano prireditvijo v Delavskem domu je bilo več dogodkov, s katerimi so zaokrožile obletnico. Osrednja prireditev pa je bila slovesnost v Delavskem domu. Sodelovali so učenci šole in učitelji. Ravnateljica je strnjeno povzela zgodovino šole, ki je bila v 120 letih pestra in zanimiva. Nastopili so šolski pevski zbor, učiteljski pevski zbor in igralci iz šolskih vrst ter glasbeni in folklorni gostje. Učenci in učenke so se predstavili tudi kot manekeni na zanimivi modni reviji. Pozdraviti zaposlene in učence je prišlo več gostov, ki so jim čestitali ob jubileju. Ravnateljico smo prosili, da je na kratko povedala, kakšno je ravnateljevanje na šoli s tako visokim jubilejem in kaj je na več kot 100-letni poti šole njena glavna značilnost. Vodenje 120 let stare šole kot ravnateljica je zame ena velika čast. Mislim, da bi bila to čast vsakemu. Šola, ki ima takšno zgodovino in takšno dediščino za seboj, ni majhen zalogaj. Niti niso čevlji mojih predhodnikov majhni. Zatorej je to res častno delo, ki ga z veseljem jaz osebno opravljam. Rdeča nit vseh 120 let, ko sem prebirala zgodovino naše šole, pa je pravzaprav te šole so srčni učitelji, ki so vseh teh letih poučevali na tej šoli, pogumni, inovativni ravnatelji in pa seveda srčni učenci in starši. Med sodelujočimi, ki so pripravili slovesnost, je bil tudi nekdanji ravnatelj Bronislav Urbanija, ki je šolo vodil pred zdajšnjo ravnateljico in v času šolskega 100. in 110. rojstnega dne. Med drugim se v pokoju udejstvuje tudi kot fotograf in za sceno proslave je prispeval tudi nekaj fotografij iz svojega arhiva. Z veseljem sem se udeležil 120-letnice osnovne šole Toneta Okrogarja. Na njej sem preživel praktično vseh 40 let, 20 let kot učitelj in 20 let kot ravnatelj. Šoli sem dal vso svojo energijo in znanje, ki sem ga imel. Žal sem to svoje ravnateljevanje in zaključek dela zaključil z možgansko kapjo. In danes je po 3 letih ena prvih veselih dni, ko sem se udeležil te proslave in spremljal delo učiteljev in učencev. Bil sem zelo srečen in vesel, saj so mi resnično pritekle solze na oči, ker sem spremljal in obujal spomine na vseh 40 let, ki sem jih preživel na šoli. Trboveljski župan Zoran Poznič te dni zaokrožuje prvo leto županovanja. Ob tej priložnosti je zasavske medije povabil na tradicionalno prednovoletno srečanje. Župan je skupaj s podžupanjo Vesno Jesih povzel dozdajšnje delo aktualne občinske oblasti. Napovedal pa tudi nekaj načrtov za prihodnje. Med njimi je poudaril projekte glede mehanike, naselja Niva, paviljonov na Trgu Revolucije, cesto na pokopališče in še nekatere.
Povečali so paket za novorojenčke. Za 15% napovedujejo povečanje sredstev za družbene dejavnosti, nadaljevali bodo s participativnim proračunom, poskusili še razširiti projekt Prostofer, pripravljajo lokalni energetski koncept, na Lakonci načrtujejo novo poslovno obrtno cono in drugo. S prihodnjim letom naj bi zaživela tudi avtobusna proga in povezava s Hrastnikom, in sicer na cesti čez hrib. Kot pomembno je izpostavil tudi rešitev zapleta z deponijo Ceros na Marnem. Občina Trbovlje kot ena izmed lastnic deponije se je vrnila v sklop partnerstva, iz katerega je pod prejšnjo županjo izstopila. Aktualni zasavski župani so se dogovorili, da se umaknejo vsi tožbeni zahtevki proti občini Trbovlje. Kot je poudaril župan, je bilo do zdaj narejenega še veliko drugega. Prav tako veliko načrtov pa čaka tudi v prihodnjem letu in naprej. Skupina trboveljskih domoznancev je pred velikim novim korakom. Ljubitelji in ohranjevalci lokalne zgodovine so namreč na enem mestu zbrali fotografski arhiv, ki ga premorejo. V sodelovanju s Trboveljsko knjižnico je nastala spletna stran, ki je tik pred uradnim odprtjem. Na predstavitvi v prostorih knjižnice na zadnjem rednem srečanju skupine so predpremierno pokazali delček zbirke, ki jo sicer še dopolnjujejo in urejajo. Za kakšno zbirko gradiva pravzaprav gre, nam je strnjeno, malce natančneje pojasnil član skupine Robert Čop. Na prenovljeni spletni strani knjižnice smo prenovili tudi spletno domoznansko zbirko, v kateri so slike Trbovelj, in sicer del spletne domoznanske zbirke obsega zapuščino fotografa Milana Cerinška, del pa fototeka rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki je zelo obsežna, skoraj 14.000 enot gradiva. To so slike z rudniških proslav, z rudniških kolonij, z počitniških objektov na morju, ter seveda rudniških obratov in zaposlenih v rudniku. Vsaka slika ima tudi metapodatke, to pomeni, da je opremljena s podatki, kdaj je bila posneta, kdo je na sliki, kje je bila posneta, tako da bo to zelo dragocen vir za občane Trbovelj, pa tudi za celotno Zasavje, saj so slike pokrivajo tudi območje Zagorja, pa tudi Laškega, Senova in Kanižarice, poleg Hrastnika seveda tudi. Zbirka bo glede slikovnega gradiva v celoti na voljo ne le na spletni strani knjižnice, ampak tudi na povsem novem računalniškem zaslonu v knjižnici. Z dotikom si bo vsakdo lahko ogledal gradivo o vsakem izmed rovov v trboveljski rudarski zgodovini. Poleg fotografij bodo tudi osnovni statistični in zgodovinski podatki ter opisi. Del zbirke, ki vsebuje trboveljske rudniške rove, je bil za domoznanske aktiviste zanimiv in zahteven zalogaj. Danes smo v knjižnici Trboveljski predstavili rudniške vhodne rove. Smo jih zdaj v parih letih mečkam popisali, zbrali dokumentacijo, zemljevide, urisali nov zemljevid, kratke opise, zbrali vse razpoložljive slike. Slike smo v glavnem nabirali po raznih knjigah, nekaj je dostopno na spletu. V knjižnici so te podatke obdelali, jih uvrstili na interaktivni zemljevid, ko si ga lahko tudi ogledate v knjižnici. Ohranjamo to dediščino. Našteli smo 56 rovov, kar bo verjetno za veliko večino Trboveljčanov, pa tudi ostalih Zasavčanov zanimivo, ker to so stvari, ko izginjajo, ampak se trudimo, da bi jih obdržali saj v spominu. Fotografije so nabrane v glavnem iz že obstoječih publikacij. Mi imamo zgodovino zelo dobro, imamo arhivirano. Iz obstoječih knjig, ko so se vsa leta po vojni izdajale časopisov, privat slik vhodnih rovov pa niti ni, ker včasih niti ni bilo zaželjeno slikati vsega, ne. Poleg tega je veliko rovov že propadlo, prvi Maurerjevi, Vodenska premogokopna družba, predno so dejansko prvi fotoaparati prišli, ne. Tako da, ker je teh slik, lahko bi jih bilo več, ampak nažalost veliko rovov je prestarih, ne.
Še čisto malo manjka do veselega decembra, do dni, ko bodo naše občine zasijale v praznični preobleki. Prihodnji teden je precej pester, kar se tiče prvih prazničnih dogodkov, tudi v Litiji. Ja, 3. decembra pripravljamo najprej adventni venček in prižig prve sveče pri cerkvi svetega Nikolaja. Seveda bo sodeloval tudi otroški pevski zbor svetega Nikolaja. Potem pa bo sledilo ob 16:30 prižig lučk v mestu, se pravi tudi sporednim programom, ognjena predstava, ples z ognjem, potem sodelovali bodo tudi leseni rogisti. Potem ob 18. uri pa je seveda predviden še pohod z baklami iz mesta pred sam rudnik Sitarjevec. Tako da že zdaj lepo vabljeni na pester nedeljski popoldan 3. decembra. Si predstavljate december brez košate, lepo okrašene jelke? Verjetno ne. V Šmartnem pri Litiji, natančneje na Staretovem trgu, se je včeraj že lahko slišalo hrumenje traktorja, ki je pripeljal prav posebno pošiljko. Letošnjo jelko, ki bo krasila glavni trg Šmartna. Medtem ko so jo fantje zunaj postavljali, pa smo v tamkajšnjem javnem zavodu Bogenšperk povprašali, kako je z letošnjim prižigom lučk pri njih. Javni zavod Bogenšperk v sodelovanju z občino Šmartno pri Litiji pripravlja že tradicionalni adventni sejem s prižigom lučk, ki bo potekal ta petek, 1. decembra med 15. in 19:30 uro, tukaj na Staretovem trgu v Šmartnem. Pripravljamo krajši kulturni program, na katerem bodo nastopali pevci osnovne šole Šmartno pri Litiji, pevski zbor vrtca Ciciban, plesalci plesnega društva NLP Litija, in pa na inštrumente nam bodo zaigrali mladi glasbeniki glasbene šole Litija Šmartno. Vsi lepo vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj stopimo v praznični čas. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Želimo vam miren preostanek oziroma nadaljevanje tedna. Vse dobro in nasvidenje do petka.